V tem videu ti pokažem sistem, ki ti bo pomagal povečati produktivnost, pomagal ti bo tudi počistiti tvojo to-do listo tistih nalog mogoče, ki niso najbolj pomembne in s tem zmanjšati tudi stres. Sistem, ki ga želim deliti s tabo v tem videu, je Eisenhowerjeva metrika, ki ti bo pomagal, da lahko lažje prioritiziraš, kaj je pomembno in kaj ne. In ta sistem temelji na dvojem, na pomembnosti posamezne naloge in pa nujnosti posamezne naloge. Pa najprej poglejmo, kaj je sploh v bistvu pomembno. Pomembne naloge so tiste, ki nas peljejo bliže do našega cilja oziroma bliže do tistega, kar si mi želimo doseči. Zdaj, to niso seveda mišljeni samo cilji v tvojem poslu. To je tudi tvoje zdravje, dobro počutje, družinsko življenje, vse, kar pač je pomembno, da te vodi do tvojega cilja, da bo tvoje življenje čudovito oziroma takšno, kot si ga želiš. Potem pa poglejmo še, kaj je nujno. Zdaj, kot nujno se definirajo tiste naloge, ki potrebujejo tvojo takojšnjo pozornost. To niso naloge, ki lahko počakajo, ampak to so naloge, ki morajo biti, ki potrebujejo res tvojo trenutno in takojšnjo pozornost. Naslednji korak je, da se za vsako nalogo, ki je na tvojem to-do listu oziroma seznamu, kaj se moraš narediti, vprašaš dvoje. Je tale tvoja naloga pomembna ali ni pomembna? Drugo vprašanje, ki si ga pa zastaviš, je, ali je ta naloga nujna ali ni nujna. In potem, glede na ta tvoja dva odgovora, bo odgovor za to nalogo padel v eno izmed kvadratov v tej matriki. In sicer matrika je sestavljena iz nujnega in pa nenujnih nalog in pa pomembnosti in pa nepomembnosti. Zdaj, če je posamezna naloga pomembna in pa ni nujna, potem to pomeni, da jo narediš takoj oziroma čim prej. Zdaj, če je pa tvoja naloga nujna in pa ni pomembna, potem jo delegiraš. Zdaj, katere naloge lahko so nujne in niso pomembne, so mogoče v poslu lahko tiste naloge, ki so kakšne administrativne naloge, ki sicer so nujne, mogoče odgovarjanje kakšni stranki, ampak mogoče je nujno, da si zraven upleten ti oziroma ti in jih lahko lepo delegiraš. Potem imamo naloge, ki niso nujne in so pomembne. Zdaj, te naloge, ki so pomembne in pa niso super nujne, torej da jih moraš opraviti zdaj trenutno, načrtuješ za kasneje. Potem pa imamo še četrti kvadrat, kjer so naloge, ki niso nujne in niso pomembne. In zagotovo imamo vsi kakšno to nalogo, ki ni nujna in ni pomembna in se potem samo še vprašaš, zakaj je sploh na tvojem to-do listu. Zdaj, če imaš raje kljukaš ali pa črtaš, potem enostavno to nalogo prečrtaš ali jo pa pobrišeš iz svojega seznama. Glede na to, da ni nujna in ni pomembna, je brez veze, da jo sploh imaš in vzame v tvojem dnevu sploh kakršnokoli energijo in čas. In ko vrstiš vse te naloge, ti je takoj zelo jasno, kaj je tvoja prva prioriteta, torej katere naloge je potrebno najprej narediti, katere lahko delegiraš in katere lahko načrtuješ za kasneje. To je čudovit sistem, ki ga že jaz kar nekaj časa uporabljam in ti bo pomagal se boljše v bistvu odločati, kaj je prioriteta v tvojem posameznem dnevu. Evo, upam, da ti to pomaga, če ti je bil video všeč. Bom zelo hvaležna, če ga deliš tudi z drugimi, ki bi jim lahko ta vsebina koristila. Seveda pa lahko spodaj pustiš tudi komentar in deliš z nami, kako ti je všeč, če že uporabljaš mogoče ta sistem ali pa če uporabljaš kak drug sistem, ki bi nam lahko vsem drugim koristil. Hvala.